Spoštovane in spoštovani, danes smo imeli res izjemno čast na Gospodarski zbornici, da je z našim predsedstvom izmenjal misli o trenutnih razmerah v Sloveniji, o tem, v kakšnem gospodarskem, ekonomskem, pa tudi socialnem položaju se trenutno nahajamo s predsednikom države. Na Gospodarski zbornici smo zelo zadovoljni, ker delimo po eni strani oceno o tem, kaj je trenutno v Sloveniji najbolj pereče, po drugi strani pa tudi skupno prepričanje in ambicijo, pa tudi zavedanje, da imamo vse možnosti, da v Sloveniji obrnemo ta tok nazadovanja navzgor in začnemo ponovno gospodarsko rast. V tem okviru smo predsednika obvestili o naših predlogih v zvezi z makroekonomskim področjem, kot tudi s povsem konkretnimi predlogi, s katerimi bi lahko zelo hitro povečali gospodarsko rast, odprli nova delovna mesta in privabili tako domače kot tuje vlagatelje, da bi bili tudi v Sloveniji bolj ambiciozni. In še posebej me veseli, ker predsednik res izkazuje visoko stopnjo pripravljenosti za to, da svojo avtoriteto pripomore k iskanju rešitev in k gradnji trdnejših mostov, kot jih imamo v tem trenutku v Sloveniji. Tudi ocena gospodarstva je, da v tako nestabilnih pogojih, ker v vsakem trenutku lahko z nekim odklonom porušimo dosedanje pogoje poslovanja in zmanjšamo s tem seveda to predvidljivost in stabilnost, da v tako nestabilnih pogojih ni možno graditi neke trdnejše razvojne politike. Še posebej pa smo se tudi z zadovoljstvom srečali pri konkretnem sodelovanju na področju ekonomske in politične diplomacije. Predsednik je izrazil zelo veliko stopnjo pripravljenosti ali pa maksimalno pripravljenost, da nas bo podpiral pri izvoznih poslih. Kot vemo, je kar precejšen del sveta še vedno organiziran na tak način, da praktično brez politične podpore, diplomatske podpore ne dobiš vstopnice na te trge. Za svojimi izkušnjami, zlasti kot predsednika vlade, in to v surovih, kriznih časih, ter za veliko, največjo mero želje po tem, da se afirmira uspešno slovensko gospodarstvo doma in v svetu, sem se danes z Gospodarsko zbornico dogovoril, da v medsebojnem sodelovanju ocenimo, kdaj, kako nastopiti skupaj, ko gre za promocijo naših poslovnih interesov na tujih trgih. Zlasti v državah, kot je dejal predsednik, in teh je v naglo razvijajočem se gospodarstvu v svetu veliko, kjer ima politika v njihovih državah še vedno prevladujočo, če ne odločilno moč. Predsedniku Gospodarske zbornice sem dejal, to lahko potrdi, da sem pripravljen kot predsednik republike, kadarkoli bo za to obveljalo prepričanje o koristnosti, sesti z skupino poslovnežev in obiskati državo, če bomo ocenili, da bi tak obisk pripomogel k njihovim poslovnim možnostim za razvoj njihovih podjetij. Ocenili smo, da je to v okviru pristojnosti, ki jih imam kot predsednik republike, ta hip največ, kar lahko konkretno storim za gospodarstvo. Prav tako smo se pogovarjali o moji možnosti in želji, da, kot sem bil deloma povedal tudi prej, storim vse za to, da v državi
ne kljub, ampak prav zaradi zelo različnih pogledov na to, kaj je prav in kaj narobe, kateri ukrepi so dobri in kateri so slabi, poleg doseganja elementarnega političnega soglasja za konkretna vprašanja, ki so aktualna in pereča, ter bi lahko ogrozila samo politično stabilnost v državi, skupaj z vsemi deležniki, ki želijo sodelovati, ambiciozno razvijam ta projekt 2030. Projekt, ki poskuša pogledati čez mandat ene ali druge vlade in ugotoviti, v katero smer naj se pravzaprav strateško giblje tako slovenska ekonomija kot slovenska družba za to, da bi v prihodnje bila sooblikovalec najsodobnejših intelektualnih, poslovnih, znanstvenih, tehnoloških in nenazadnje družbenih tokov. Slovenija se mora vrniti v osrčje teh tokov, v katerih je bila, se zdi, na začetku 90-ih let, ko je po nekem intelektualnem zaletu v 80-ih letih pravilno ocenila potrebo po ustanovitvi lastne države in po umestitvi te države v institucije evropskega združevanja. Zdaj potrebujemo enak intelektualni zalet, potrebujemo združitev vseh intelektualnih moči v državi, da bi lahko, kolikor je to seveda mogoče, ugotovili, v katero strateško smer, ne samo v gospodarskem, tudi v družbenem smislu, naj se giblje Slovenija, da se bo znova znašla v oziroma sredi teh tokov. Mislim, da smo imeli danes predsednik dober razgovor, ki je bil samo prvi med mnogimi, ki bodo sledili, in jaz se tega sodelovanja iskreno veselim. Kako ocenjujete današnje pogovore vodstva Gospodarske zbornice Slovenije s predsednikom Pahorjem? Razgovori so bili usmerjeni po eni strani v konkretne potrebne vladne poteze, pri katerih lahko predsednik s svojo vlogo doprinese k njihovi realizaciji. Po drugi strani pa v konkretne aktivnosti in projekte, kjer predsednik glede na svojo pozicijo in kompetence popolnoma neodvisno od vlade tudi lahko doprinese k izboljšanju gospodarske klime in aktivnosti v Sloveniji, in na obeh področjih smo bili povsem konkretni in ocenjujem tudi uspešni, kar bo seveda bodo pokazali naslednji tedni in meseci, ki so pred nami.